Prešeren, Kosovel, opazovalnica. Producentsko gledano je bolje začeti podcast takole, kako bi rekel, in midst action. Ja. Te punci dogaja. Te punci se dogaja. Te punci Ja, okej. To je tvoja strokovna ocena. Oprosti. To je tvoja strokovna ocena. Ja, je. A si dobil ta file po mailu? Ne vem. A lahko pogledaš v ta CCID file? Ali neko se imenuje? Ne vem, kaj. CSD. CSD, kaj? A ob kateri uri? To te zanima. Ja, ob kateri uri je bilo to posneto. Ker če je bilo to posneto pred 2:30, 3:30 zjutraj, ima naštiman čas nek drug. Ker ne verjamem to. Lahko pa samo v tujini pa pol pokaže, veš, kaj pa veš? Ne, ta punca je to posnela po noči. Opazovalnica After Dark. Veš, kaj me zanima, a je producentsko gledano bolj deluje to, kot pa to, kar je zdaj v modi pri ostalih cool podcastih, veš, tisti, ki so na prvih 5 mestih. Zakaj to vsakič? No, da nam vprašaš. Ja, nekje nastane ta seznam, ne? Mislim, iz nekje potegne ven, kaj najbolj poslušam. Ja, ampak to se downloadam. Čeprav je drag. Ampak pazi, a je bolje, da daš klip iz oddaje neki nov, da malo potizaš, ker to tudi tuji delajo. Ja, to dosti tujih delajo. Da bi mi dva zdaj rekli, ne vem, da bi zdaj tako, ne vem, pa je pa padel, kdo pa zdaj to brisal, špric, da bi dal to na začetek. O čem boste pa danes govorila? Ja, pa se hočeš iti to manipulacijo. A je to manipulacija? Ne, to brez veze. Ja, se je, ja. Ne, je to nonsens. Jaz mislim, da to delaš takrat, ko misliš, da je treba čim širši nabor ljudi dobiti. Mi dva to nisva. Ja, ampak, až kaj hočem reči? Ok, ampak ti, se sem že skoraj Marcel Štefančič. Ok. Hotel sem vprašati. Povej. Najbolj grozno je, ko poslušaš kakšen podcast, ki začne s tem klipom nekje iz sredine, ki ni ne vem kaj. In si misliš, aha, to je highlight. Koliko traja? 4 ure, 20 minut. Jaz sem to delal pri glavah, ne? Ja, si. Ja, ampak ni bilo, zmeraj je bilo tako narejen, kjer smo se smejali. Razumeš? Fora je sam bila, da sem dal nekaj, ki je izgledal izven konteksta, pa smeh. Smeh se prodaja, pa seks. Po noči. Opazovalnica, After Dark. Tako bi mogla poimenovati Dopo Barbo, v resnici. Ja. Razumeš, Dopo Barbo bi mogla biti opazovalnica After Dark. A veš, mislim, ta gospodična je to ali gospa? Ne. Mislim, da je vsem ženskam se mora reči legalno gospodična. Tudi če je poročena, tudi če je ločena, ovdovela, gospodična. Okay. Ker jaz, ki sem bil otrok, ki sem hodil... A si bil? A si ti kdaj bil otrok? To mislim, da je legitimno vprašanje. Leta jaz mislim, da si bil 10 let star in si imel povabljeni ljudi na rojsten dan in si v gost bežal. Ne? A si ti, a veš? Ne. To sem zdaj gledal. Gledal sem že spet film Clint Eastwood, Escape from Alcatraz iz 70-ih film. Ne? Wow. Ja, sem ga spet gledal. Ne vem zakaj. A Clint Eastwood spada kot nekdo, ki bi ga ti gledal. Zgaba ne? Ja, a ni to preveč mačistična literatura? Ne literatura, mačistična ideologija. Ne, zakaj ne? Seksistična. Sej lahko. Tudi Dirty Harry gledaš? Ne, Dirty Harry so za nič filmi. Vsakič, ko sem probal izgledati. Sem pa Unforgiven mi je super, recimo. Dirty Harry so za nič filmi? Ja, nisem. Kaj s teboj? Mislim, tako, veš kaj fora? Jaz mislim, da taki 70, ampak 70 zlata doba Hollywooda, whatever, drame so mi fajn. Tam, ko so se pogovarjali ljudje, pa ko so se tako stvari dogajali, mi je super. Tam, ko se grejo pa akcijo, je pa akcija, se to je. Je, pa pol strela, pa tako je. Tisti del je mal tako. Vse je fajn. Kaj že, make my day. Ne, whatever, ampak ja, ne vem, nisem. I know what you're asking, punk. Ja, točno to. Ne, I know what you're thinking. Gledal sem Escape from Alcatraz. Fajn film, res dober film, super film. In ima tam noter ta citat Clint Eastwood, ki mu reče what was your childhood like? Ja. In reče
short. Tako si tebe predstavljal. Pošteno. Mimo grede, če smo že pri tem, kje si pa prišel do tega filma? Ker na Netflixu ga zihar ni. Mislim, da je celo na Netflixu, ali pa na HBO. Ja, na enem streamingu sem ga gledal. Okay. Ja. Neč več DVD-jev pa kaset pa tega. Ne, se kaset tudi jaz ne priznam, ker tega prostora pa ni. Ne, jaz sem razmišljal, da bi imel za kakšne take filme, ampak težava je, ker imam še zmeraj preslab TV. Projektor? Ne, projektor. Če bi imel 4K TV, da bi Blu-ray player bi pa nabavil najbrž, pa bi kakšen Blu-ray tudi pogledal. No. Kaj hočeš gledati ta pravo. Sam ti gledaš DVD-je na Samsung frame-u. Ne, jaz gledam DVD-je na CRT Brion Vega Arbor. To so se to mora povedati. Takoj bo, sem dokončal. Mora povedati. Sem bil jaz otrok. Ja. Sem imel... To je bila mala šola, 1. razred. Takrat si se še tretiral kot otrok. Okay. Ja, ne, takrat sem hodil k angleščini. Yes, 7 years a clock. Ja, in se leave door, in je učiteljica takrat rekla, davnega leta... Ja. 1837. 92. Okay. Je se spomnil, še zdaj se Boki, da se mogoče še živa, se ne vem. V glavnem, premislil vmes. Ja, mogoče rekel, da se več Bogi daj večni mir in pokoj, pa ne vem, če je še živa ali ne. Ja, okay. Ne, pa ne mora biti več živa. Ja, ne vem, to star, ti veš, bo je bila stara. Sem tako, sem se ti vsi zdel ful starija, veš, tako da... Ja, to je... Lahko je naš 26 let stara ženska. Ne, 16 let stara ni bila je zihar 40-50. Ja, okej. Ja, pol je... Ja, ne, lahko je še živa. Ja. In nas je takrat naučila, da se uporablja mis za vse. Ne mis, mis. Mis. Ali mas? Mas se napiše, ampak... Ja, mas, ja. Ja, ampak... Ne, pa ni isto. Mene so učili, da dejansko je mis... Da se misis ne uporablja. To ja, misis ne, ampak pa je bilo pa mis, kao za gospodično, pa je bila pa ta... Udove in ločenke, je bil pa tam mes. Ni se rekel mis, ampak malo si požaril. Meni so tako učili. Jaz, če vidim tudi staro žensko, jo rečem mis. Ja. Ne bom rekel gospa. Gospodična. To je spoštljivo. Ne vem. Če rečeš, vidiš, tle si pa suh. Za seksističnost imaš takoj anteno pri poimenovanju, pri naslavljanju, tle pa ni več važno, tle se vidi ta ideologija. Zdaj pa povej, kaj si hotel povedati. No, ljudje, dajte podpreti opazovalnico, aparatus.si pošiljnica podpri, ker dobite vsakič mini epizodo, ki se reče Dopa Barba in res ni vredna tega denarja. Kar pa je vredno tega denarja je, da ko bo opazovalnica live prvi zveste, da je možnost nakup kart in pa vsake toliko posnameva dodatno celo epizodo in glih kar so eno posnela, ki nosi naslov, jaz sem si ga zbral, Jure, tako da boš mogel potrpeti, nosi naslov S čim ustvarjava in delava tlako. Verjetno najbolj dolgočasna epizoda ever opazovalnice. Okay, nočeva nič prodati, torej. Okay, ne, v redu je, ampak tako, no. Preveč sva se strinjala. Ne, obstaja en moment, teaser, lahko en teaser, če bi dal kjer klip, bi dal tisti klip, ki si ti iz Ruzaka nekaj potegnil. In sva bila oba, bog, kaj, ne, vidiš, ne. Več stvari sem z Ruzaka potegnil. To je res, več stvari sem z Ruzaka potegnil, ampak se pravi, tisti, ki ste sateliti, ste jo pa že videli v Dopa Barba feedu, tako da aparatus.si pošiljnica podpri. Ja. Zdaj pa, če dovoliš, bova dala pa špico. Še zdaj ni bila špica. Ne, po špici. Ja. Imam pa eno anekdoto o avtorju špice. Kakšen teaser. Nova špica? Ne, ista špica. Okay. Ista špica. Jesus. Okay, in zdaj le bo dejansko špica. Opazovalnica.
kul je ta ženska. Tako ignorira me, nič ne se ne zgodi. 7-krat si že prosil, da kaj posname. Nič se ne zgodi. A ne, da sem že. Ja. Da sem hotel likar še enkrat. Ne, pa za dopo barbo intro nič ne pošle več. Ona je to, po mojem, ne posluša več. To je upala. Kul glas. Okay, a ti lahko zdaj nekaj povem? Jaz sem srečal. Okay. Če nisi pripravljen čakati večno, potem si tega ne želiš. To je moj citat, to sem se spomnil. Tako da, to naslov, če nisi pripravljen čakati večno. Tako dolgi. Ja, si tega ne želiš. For the world is hollow and I have touched the stars. Ok, super. Všeč mi je, da vaš teka to referenco. Okay, nekaj so si high five dala zaradi Star Treka. Srečal sem avtorja Žan Markič. Srečal sem avtorja najnega introta. In sem ga častil rogljiček. Tako da, ni za kaj. Tle se vidiš, tle se vidi, koliko ceniš ti te ljudi, kaj ti pomenijo, ne? Tako kot ženske, kaj jim ne moreš reči mis. V redu. Kaj pa rekel na to? Rekel, bom še kaj naredil. Za orehe. A je bil pistakijo? Ne vem, kjer ga je vzel. To pa nisem. Mislim, da je. Ki rekel je nekako, ki je naročil, je rekel zelen rogljiček. To pomeni, to je pistacija. Ja. Tako da, evo. Ne, zelo prijazen, jaz ga nisem prepoznal, ker ga sam prek Instagrama vem, kako zgleda. Kakšna pa zgodba, kako ste se srečala? Šla sva skupaj v Žito. Zjutraj so tam. Kaj pa dela on tam? Ja, šuje po rogljiček, jaz sem šel pa po sendvič. Ne, mislim, kaj dela v tem becirku tam. On dela, RTV. Ja. RTV-ovc. Ja, sam jaz nisem tega vedel prej. Nima nič. Ja. Nadpoprečen izdelek za RTV-ovca. Slučajno, to ni res. Res. I like this man. Naj bo več ta. To je en takih, ki si zasluži obdržati službo. Okay, ne bom, ne disat mojega šihta. Nisem. V glavnem, ja. Že slišal za dolž. V glavnem, slovo, RTV zakon, res je ok. Najboljši na svetu. Vej nekaj. V glavnem, to, če so se tem zamerali, še nič ne pomeni. Meni se niso. V glavnem, ja, in so se srečala in rekel, mislim, da mi je celo rekel Tomo, sem rekel, v redu. Tako da ja, in pa sem mu, mislim, da je bil res pistacija rogljiček, tako da ja, če je zeleni, a ne, valjda to pomeni. In je rekel, kaj, jaz sem pa avtor. Ne, jaz sem rekel, se bi te spoznal, ampak imam sam na Instagramu in pa nisem vedel, kako zgleda. In sem rekel, ful hvala, res izjemno delo, ne. Da res super intro mava zdaj. Rekel, da ni panike in da je fan. Ker mini feeling je, ko bi rekel analogen, kaj da bi do tebe prišel en majhen Kitajček, Indonezijček. Zakaj pa še malnice? Ja, ker v sweatshopih delajo otroci. Ja, ok, vidim, kam greš. Okay, Tomo, jaz sem pa tebi spodne gace naredil. A res? Nisem vedel. Klevaš rogljiček. Let them eat cake. A je fair analogija? Je. Se lahko bi rekel tajni tim, ne? Veš, Oscar Wilde pa to, ne? Ker imaš v bistvu pristopu je do tebe človek, s katerega delom služiš. Ja. A ne? Mislim, pa vse je dolgo kompenzacija. Ne, drugač pa vam tudi druge stvari posne. Bom dal njegov Insta, bom dal v kaj pa je glasbenik? Ja. Okay. Ti tvoji kompozitorji, neki tazga je, ne? To vi veste. RTV ima hišni skladatelj. Oh my god, ne vem, kaj na RTV točno dela, ampak ja. V glavnem, Žan, najlepša hvala. Mogoče pa hišnik. Najlepša hvala, lepo, da si me tam pocukal, ker res ne bi dojel, pa še zjutraj je bilo. Tako da res prijetna interakcija, kaj ne rečem. No. Pa imamo še eno stvar, o kateri se moramo pogovarjati, ki jo sploh nisva v bistvu v podcastu sama omenila. Ne. Je ta nov logo. Ne. A ja, ta nov logo. Že 3 epizode, vse. Ti si pač dal na Instagram in zdaj misliš, da vsi, deva to še povedati. Ja, jaz imam občutek, da če dam nekaj za Instagram, če dam nekaj na Instagram, da je Slovenija informirana. Ampak ljudje so mi informirali. Ja, da ni tako. Ne, so rekli, da ni tako. Da sploh ne vejo. Ne, ker naredim, ne vem, nov roman, pa slikam naslovnico. Evo,
napisal sem nov roman, prihaja oktobra in mislim, to je to. Ja. Ker jaz sem vajen, da človeku nekaj povem, Ja. da če ni kreten, Ja. da si je zapomnil. Hvala, cenim ta kompliment. Tako da, Ampak ja, očitno Ja. ljudje tega ne vejo. Ampak se je pa že spremenila sličica povsod. ja, zdaj mislim, da je posod. Ja. Tudi na Slovenian podcast list, top 100. Model. Mi nikoli ne bova, dvakrat na mesec mava, pa še niso, a veš, mi imamo Dopa Barba feed ni nikjer javen, Dopa Barba nikoli ni zajet. Razumeš, une cifre niso zajete v te public cifre, te javne. A razumeš? Ja, no. A še nikoli ne bova. Ja, mislim, hočeš povedati, da če bi bilo Dopa Barba #1 poslušan podcast. Ne, skupaj, ne. Ja, Public feed in Dopa Barba, ne, skupaj bi pa zihr bi bil višji. Tako da, Ja, samo no, umer se, umer se. Sej vem. Mal več tem bi lahko o menstruaciji, praktično o vseh zadevah. Zdaj pa dej eno tako produkcijsko vprašanje. Alo, Hano omenva, prosim. Takoj. Okay, v redu. Sam to še vprašam. Jezus. Ja, Trend, ne, val, ja, če smo mal, ja, trend. če smo mal tehnična, no. Okay. Pa se ti si večkrat tehničen v podcastih, ko gostuješ, ne, tako, ne vem, v atmosfercih, pa tako se zelo tehnično pogovarjam. Pa me tudi zanima, Idiot. me zanima ena stvar. Ali bo ta val trajal večno? Se pravi, zdaj se tako pojavi človek Ja. in reče, jaz bom imel podcast Ja. in začne vabiti ljudi Ja. in se z njimi pogovarja Ja. in tako štepa vsebino. Ja. Mislim, vsebine, ki je ni, ne. Ja. Mislim, in zdaj me zanima, a bo to trajalo večno, ta pojavnost oziroma pojavljanje novih teh in pogovarjanje z naključnimi ljudmi. Ker sem tako videl, marsikdo se potrudi, pa dobi nekoga, ki si ga že videl v liveu potencialno, ali pa nekoga, ki ga recimo bežno poznaš, pa reče, to je pa ta zdravnik, to je pa ta igralec, to je pa ta pevka. Ja. Ampak ogromno njih imajo pa kar tako, kar nekoga in potem debatirajo. Zanima me, kakšen je tvoj ta prospekt za prihodnost. Ne, Ker to v eni bo- točki Ja. so bili vsi Slovenci stand-up komiki, Ja. pa se je pol pomirili, pa so zdaj ostali samo še na par. Pa v eni Ja, točki okej, so aha, vsi zdaj knjige vem- izdali, Zdaj vem, kaj misliš. pa zdaj se je spet malo pomirili. No, podcasti se mi pa zdi, da je pa zdaj tista točka Ja, na zdaj vrhu je- vala. Ja, absolutno. Mogoče sploh še ni vrh hvala. No, mogoče pa sploh še Ne, ni jaz vala. ne, kaj je edina razlika? Mislim, razlika. Te vsebine bojo, po mojem, tako ostale bojo. Se mora samo Američane pogledati. Tudi te abotni intervjuji, ki se zdaj delajo, tudi tukaj bojo ljudje obstali in bojo dejansko pač gledani / poslušani. Ampak to je zato, ker so pač to, a veš, to so samo nove tabloidne vsebine. A veš. A veš, še enkrat ti bom to primerjavo rekel. Slovenske novice pa Delo. Slovenske novice so bile zmeraj bolj brane kot Delo. Razumeš, in večina ljudi, ki dela te intervjuje, delajo v resnici. Ja, ima Delo nagico na sredini, nima. Nagico! Ja, no. Nagico! Z katerega stoletja si ti? Nagico! Hočem biti politično korekten, pa me pa še tle zabije. Nagica! A sem lahko vljuden? Nagica! No. Ti si otrok včasih pa si otrok, a ne? Nagica! Kako bi pa ti rekel? Aloh, prosim. Okay, no zdaj pa Hano ajde. omenva. Hano, kjero? Hans. Han je velik. Hana Stupica. Ja, no, to pa ja. Oziroma Hans iz opazovalnice. Jo pa ja. Ki je naredila, jaz moram reči, da je izjemen logo. Ja, je. Res izjemen. Oziroma tako, ker je eden tistih logotov, Ja. kot filmov, kot knjig, Ja. ki ga večkrat gledaš, vedno nekaj novega odkriješ. Se strinjam. Ker je močen v detajlih. Ja, Ne zelo prvič močen. pogledaš, bog, v redu. bog, v redu. Okay. Drugič pogledaš, čakaj malo, a so to Casija? A veš, Trenerka. ja, tretja, a je to Adidas? Čutiš, moja sra, a je to Turnbull & Esser? To veliko ljudi. Ja, To veliko ljudi tako je, reče. večplastno delo umetnica, vsestranske. Ja, to je res. Vsestranska, riše. No pa barva. A če rišeš, pa barvaš. Multi. Ja. Multi, to je to. Ne, tako da še v podkastu res zelo eksplicitno reči, da hvala Hana je bila plačena več kot Rogliček, oziroma ni še bila plačena, ker se mora še dobiti, ampak bo plačena več kot Rogliček. Tako da To je ja. ta Ja. zamudni rok. Ni zamudni rok, ja, jaz sem Rok. zbolel vmes, takrat sem bil bolancola že zmenjena, pa smo pa propadli doma. Tako da ja. Ja, lej tako, ne vem.
Bož, da so v javnem sektorju, sem to omenil. Zdaj pa špica. Že bila, špica je že bila. Potem pa mislim, da je čas, da se v roke vzamemo, ker to zdaj pa tako, jaz predlagam, da saj omeniva tek na 60 metrov. Aha, tek na 60 v tej metrov. meri ga bova omenila, da. Jaz sem šel pogledat ta obrazac, Jure, Ja, ki sem ga naredil izključno za potrebe teka na 60 mi metrov. rezultate. Rezultatov še nimam, ker bom počakal še en cikl, ampak do zdaj, Kako je do zdaj? je oddalo glas čez, čez, no da jih reč. Ja, jaz bi rekel 4000-5000 ljudi. Recimo. Ja. Recimo. Kako, čakaj, kdo pa vodi, no, saj to mi pove. A mi lahko poveš, plis? A mi lahko plis poveš, kdo Mislim, po vodi? glasu Ker ljudstva. čudno, najne dokumente, ki imava opazovalnica, operativni dokument, opa help, Ja. opa Moneyvault, tam sem največ not. To je vse res drugače. Ja, je. To je vse res. Te 3 dokumente imaš ti dostop. No, Nimaš pa dostopa ampak do. čudno, mi pa tega dostopa pa nisi pošeril do tega, kdo vodi trenutno. Tako bom rekel, vodiš ti. Anže, jaz tebe razumem, da hočeš biti dramatičen, pa da hočeš ustvarjati napetost, pa to, ampak lej. Vodiš ti, ampak ne to, kot ti najbrž misliš, da vodiš. Jaz bi rekel čez palc, ker res nisem še. Bom pustil še en cikl, še 2 tedna ne Anže, mineta. kdo me je videl nagega, ve, kdo bo zmagal. Ne, nisem nagega, v smislu, kdo pozna mojo figuro. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Kdo me je videl v kardio stanju, ne? Se pravi, kdo ve, da sem okreten in nagilen, Tako. je znal prav glasovati. Okay, v redu. Moram reči, ljudje božji, res ste se noro odzvali. Zdaj pa tako, jaz sem se odločila, da Nova zdaj že spet 3/4 epizode posvetila temu teku, Ne bova. ki je brez veze, ampak ne tako kot golf in še marsikatera stvar, ki se bo še zgodila, ampak se še ni zgodila. Tole pa zgleda, da se bo res zgodil. In to v kratkem. In to več pa ne bova rekla. Ja, tako, več tako, ne bova rekla, tako. ampak to se pa res zna zgoditi. Jaz še zmeram nam obljubo, ker sva midva, ampak res to se pa zna zgoditi. No. Ja. Okay, to je to kot teku. Naslednjič bova tudi prebrala par najboljših predlogov za stavo, ker res ste se potrudili. Zdaj bom tukaj probil biti iskren zraven tega šarlatana. Res veliko pomeni, ki se odzovete pa napišete. Jaz sem že bral, vse bova prebrala, ni pa tega malo. No. Ti preveč razmetavaš s to besedo šarlatan. Ne vem, ti jo tako uporabljaš za vsakogar, ki je te bedast, mu rečeš šarlatan. Ne, to sem samo hotel reči. Veš, kaj je šarlatansko? Okay. To je fair, to je fair kritika. Ko priješ na opazovalnico live, pa se usedeš, pa že doma računalnik pozabi, pa 2 mikrofona. To ni res. Temu se reče šarlatanizem. Pozabil sem SD kartico, pa en kabel. En kabel pa SD kartico. Vse je kabel. Pač. No. Ja. Pač. Tem se reče brez kurca na svadbo, no, tehnično. Okay, zdaj pa tako, tokrat naslednjič malo več o 60M, zato ker bova brala iz tistega dokumenta, ga bom dal še enkrat v zapiske, kjer lahko glasujete, kdo bo zmagal. Pa kaj boš še naredil? Kaj? V zapiske boš dal in pošeral boš z menoj. A bom? Ja, okay. Seveda. A ja, en glas je bil moj, by the way. A ti si res še glasoval? Ja, jaz sem. Ja, nisem ti povedal, za koga sem glasoval. Ni treba povedati. Ni treba, a res si še glasoval? Ja, napisal, kar poglej. Sem za stavo sem napisal, mislim, da ne vem, 10,000 ali nekaj. Okay, evrov. Vrhunsko. Evrov. V glavnem, zdaj pa napreden greva na Opa Help, imava eno zelo zanimivo audio vprašanje, če dovoliš. Audio vprašanje, ki se je meni zdelo zelo zanimivo in moram reči, da je zelo, samo ti lahko na njega odgovoriš v Sloveniji, po mojem. Bi jaz rekel. Okay. Evo, okay. Pa mogoče še kdo na kakšni akademiji, no, ampak to je pa to. Tako da deva poslušati, vprašaj je to Kristjan, s H-jem. Dobro. S H-jem. Živijo obema, Kristjan tukaj. Imam eno vprašanje o Mozartu za Jureta.
zakaj je Mozart uporabljal skatologijo v svojih skladbah, pa v svojih pismih do svoje sestrične? A je to posledica življenjskega sloga kot child prodigy? A je to v nekem smislu duševna manj razvitost v smislu spolnosti? A je to samo odraz nemškega smisla za humor v tem času? V bistvu, zakaj je on imel fore, kot jih ima moja 5-letna hčerka? Pa tudi me zanima, če ima Jure v svoji posesti kakšno takšno pismo. Hvala lepa, lep pozdrav iz Makedonije. Evo. Iz Makedonije? International, wow. Prijatelj. Iz Makedonije? Ja, no daj. Daleč vleče. Aparatus signal. No daj, ajde. Zanimivo vprašanje. Na kaj se to sploh referira? Takole je. Jaz sem to resno vprašal, da sem sklepal, da je nekaj na tem. To je pa obstajajo cele študije na to temo. Jaz to ne vem. Študije na to temo. Okay. Ko človek postane znan, do te mere, kot je pač znan Mozart, se pravi, govorimo o... Več se že skoraj ne da. Govorimo o legendah, zgodovinskih osebah. Pride življenje tega človeka pod strahoten drobnogled. Ne? In pri Mozartu vprašanje, ki ga je zastavil, zakaj je Mozart uporabljal skatologijo v osebnih korespondencah in v svoji glasbi. V glasbi je še kako definitivno ni uporabljal. Okay. Je pa par zadev, kjer je bil Mozart hudomušen v svojih delih. Se pravi, tudi o delih zdaj govorijo. Najprej o delih. No, najprej o delih, to me najbolj zanima. Okay. Pri ogromno del, ki jih je Mozart napisal, večina del je bila zato, da je zaslužil. Ja. Potem je pa nekaj del napisal tako za hec doma, zase, se je šalo in veliko teh del je ene kanonov, eksperimentalnih kanonov. Kaj kanon? Kanon. Kaj je kanon? Vsakič znova razočaranje v tvojih očeh. Ja, vsakič res, kad te prav zmanjka ti 40% energije, ti zmanjka, kaj jaz te stvari vprašam. No, povej, kaj je kanon? Če sem kar glavo povesel, ker zmanjkal mi je. No, v glavnem, kanon je, predstavljaj si, Mojster Jaka, poznaš pesem? Ja, Mojster Jaka. No, če imaš 4 osebe, ki pojejo Mojster Jaka, okay. Pa začne najprej prva oseba peta, ne? Ja. Mojster Jaka, potem začne druga oseba pet, okay. ta pa nadaljuje, ali že spiš, ali ta začne pa Mojster, to je kanon. To pa res slišam jaz. Ja, skladba za neko pevsko zasedbo, pri kateri ločeno vstopajo glasovi z istimi notami. Okay. No, se pravi, ali je to težko to reči, ne samo obulevati? Ne, težko vsi vemo. Težko je bilo sprejeti, da ti tega ne veš. Dej nareči še en poll, Google, kdo ve, kaj je kanon. Da, ne. Pa me tam pošeri. No, v glavnem, in par teh kanonov, da povem, ima zelo hudomušne tekste. En tekst je Leck mich im Arsch. To je piš me vrit, pomeni po avstrijsko. Oziroma Leck mich im Arsch, to se še danes uporablja v nemškem jeziku in to pomeni tako, kar ostro, to pomeni kar tako odjebi, po domač povedano. No? Okay. In to je en kanon. In kaj to? Tekst je konkreten, Leck mich am Arsch. Goethe. Götz von Berlichingen, 2. Akt, die Szene kennt ihr ja. Rufen wir nun ganz summarisch, hier wird Mozart literarisch. To je tekst. Preved, pol sem razumel. Piš me vrit, ne? Ja. Goethe. Ja. Götz von Berlichingen, 2. Akt. Götz von Berlichingen je drama. Okay, drugi akt, ja. Tako. Die Szene kennt ihr ja, sceno že poznate. Okay. Rufen wir nun ganz summarisch, pač povejmo poenostavljeno, popovzamimo,
Hier wird Mozart literarisch, tukaj je pa Mozart literaren. Aha, In jaz tako, sem iskal, razumem. jaz imam Okej. to dramo doma in sem iskal, če so v tej drami pojav Lek Mihem Arš, Okay. pa se ne. Tako da tega nisem našel v tem drugem dejanju. Mogoče se je takrat kaj zgodilo. No, A lahko jaz sam naprej grem Ja, naprej? ja. Jaz bi sam rad bi tako, nekako bi, a veš, to Američani... ni za ven bilo. Razumem. To boš pol povedal. okej. Jaz bi sam rad bil vsem nekako se ustavil, pa se usedel v tišino v momentu, da ti tega vprašanja prej nisi slišal Ja, in si znal iz glave ja, povedati. ja pa če vem vse o Mozartu. Sej to. Ja. Ampak mene pol ta, kdo ima kle življenje, nadaljuj. Ja, to je moje področje. Absolutno. Mladost sem dal temu. No. Ja. Ta zgubljena mladost, ki ti onemogoča neko prilagojeno življenje v sedanjiku, ne? Ampak ko pride pa do takih vprašanj, zgledaš pa kot savant. Presežem. Res. Povej naprej. Če 20 let nekaj študiraš, si boš ja zapomnil. Absolutno. No. Ampak človek bi pričakoval, da boš znal dela za ven na pamet. Ne. Pa se pa jaz spomniš, zdaj škoda moj miselni proces bil. Sem rekel, to pa nekaj vedel o tem. Ja. Pa ti začneš citirati komat, Ja, če ga vem, ki ga je ja. on napisal. Sam za zajebanci, obel zase. Pa se ni edini. In pol ko rečem, pa kako on to ve, in pol se spomnim, povečevalno steklo. In sem, v redu je, razumem. ja. Razumem. Vse razumem. Sorry, povej. Okay, ampak razumem, to ni bilo za ven, to je bila čista zajebancija. Ja, tako. To so stvari, ker po Mozartovi smrti, ko je pač Konstanca rekla, da mora pač čim več tega prodati, Ja, okay. del je prišlo, ker tisto predavanje, kar sem ga naredil, to je bilo eno izmed teh del, ki je bilo potem mišljeno za izdajo. In ko je rekla, to bi tudi izdala, ker ona takrat uporablja vse, kar je lahko. In še to je razdelila. Da je zaslužila. Ja, da je zaslužila z založbami, ne, in z tantijemami. In ko so te Mozartove kanone, ko je Breitkopf in Hertel izdal, so vse te tekste spremenili. A ja? Tako da musko so spremenili, tekste so pa Mislim, musko so pustili, tekste so spremenili. Ne? Tako. Ker ne vem, iz Lek Mihem Arš so spremenili Last uns lustig sein, bodimo veseli. Ja, so šli malo revizije, ker to pa se ne spodobi za tazga velikana. Ne? Zanimivo. Zato pa pravim, da to ima vprašanje malo impliciralo delno neresnico, to ni nikoli ven. Je pa še en moment, ki je bil Mozart mal, tako bi rekel, hudomušen, kar se tiče del, pa tudi to delo ni bilo zelo za izdajo namenjeno, ampak kolegu, mislim, da je Lightcape, se je pisal en hornist, ki mu je napisal koncert za horn in mu je v partituro, tam, ki so bili težki deli za hornista za izvest, mu je napisal zajebo, prdni tu, izdihni, pa take zadeve. Aha, okay. Ampak to so stvari med prijatelji. Ja, razumem. Kar se pa pisem tiče, je bil pa Mozart pač do sestrične, s katero je imel spolne odnose, pa tako. Normalno. Je bil na ti, ali ne? Ja, razumem. Hočeš reči, to so bili od Mozarta DMC. Ja, glih to sem hotel zdaj reči, kako bi pa bilo, če bi naša sporočila zdaj nekdo bral. Da prija pa tak mikroskop. Pa bi rekel ti, pismo tako, da je pa zelo vulgaren, pa a je to normalno za tist čas, a je to nerazvitost, pač nima veze s tem, ne? Razumem. Ti je pa izključno privatna korespondenca. Absolutno privatna. Ki je bila pa seveda takrat narejena na papirju in ona je pol vse to prodajala. Ki se pojavi samo v korespondenci. Ogromen pisem je njegova žena po smrti uničila. Tako da ogromno se jih je izgubilo. Tiste, ki pa so preživela pisma, ne, je pa tako, da je Mozart tašna pisma pisal, pa še to so ene 3 samo. Taka res zelo vulgarna. Ne. Sestrični, Valda. Pa ko je bil otrok, sestri, tudi če nista bila skup. A si videl, da je Joyceova pisma zasebna? Pisma ženi, Nori, ko je bil okrog, pa je pisal. Kaj šele lahko o Joyceu rečemo? Kaj je ta, Vsi ljudje imajo zasebna življenja. Tako. A bi ti upal vse svoje DM-se ever? Ne. No, ker bi te hitro analiziral. Joyce ima pisma, sexy time pisma, ali kako bi človek to rekel. Pa se to je bilo obravnavano, mislim, da v splošno na Discordu enkrat, da nisi videl tega. Ti sem videl, ampak nisem čisto dojel. Jaz sem mislil, da je,
V redu. Ja, ne najdeš jih ne najdeš jih v vseh izdajah Joyceovih pisem, ker ena so Elmanova, ena so pa Stewartova in mislim, da v Elmanovih so umazana pisma Joyceova, v Stewartovih pa ni, ali obratno, ne spomnim se. V glavnem, tiste šele vulgarno, ampak tisto vulgarnosti pa piše največji literat v zgodovini. Tiste pa več pomeni. Tiste pa drugače. Praktična umetnost, ne? Praktična umetnost. Ja. Ne, hvala za vprašanje. To sem vedel, da ti bo všeč. No, zdaj pa ti imaš tamle Opa Help podprt, deva še kakšen Opa Help, prosim. Ok. Hejla, gospod Jure in samo Anže. Hvala. Super, le zakaj si tega zbral? Povej. Hvalospevu vam ne bom pisala, ker, zakaj ne? Why stating the obvious? Ja, včasih je treba. Bistvo, dvopiče. Večkrat v zadnjem času zasledim kak podcast z Mileno Miklavčič, avtorico knjige Ogenj, rit in kače. Niso za igrač. Si bral to? Ne, nisem. Kaj je narobe? Kaj se zgražaš? No, dej, spet kakšen šaman noter. Ker si strokovnjak na tem področju, ti, Jure, strokovnjak za kaj? Za kače? S tem obračam na, ti si prebral knjigo, kako gledaš na njo, meni je bila zanimiva, mislim, da je bila to super knjiga za Dobo barvo. Še raje pa bi videla, da bi Mileno povabila v Dobo barvo in bi z njo Jure imel odgovor. A lahko to naredimo? Not gonna happen. Milena je v sebi dejala, veto dajem na to idejo. Milena je v sebi dejala, da je delo, ki ga upravlja ona, citizen science. No, lej, tako bom rekel. Spoštujem pravico, da ona to lahko reče. In bi rekla, da nam Jure tudi s svojim delom, predvsem Dobo barvi, prispeva k citizen science. Dobar, absolutno se strinjam, s tem se vas strinjam. Kdo je to? Bravo, Anja, ne? Anja, bravo, ja. Anja, to se vas zelo strinjam. PS, folks, če še niste sateliti, do it now. Ja, ker to ni izguba denarja, ampak investicija v vaš well-being in prihodnost. Še ena razočarana nad stalnim zanikanjem našega obstoja strani Anžeta. Anja, PS. Sej ti si tudi super, Anže, samo Jure rabi več ego boosterjev, ne, draga Anja. Najboljši odziv. Anja, zaradi tega PS-ja te priznavam in bom tudi priznal, na tem mestu bom priznal, da so 3 satelitke. Anja je 3. satelitka. Jaz sem tisti, ki nič ne rabi, ker se zavedam svoje vrednosti. Tale kolega nasprot mene zaba ne. Jaz bom to še enkrat dodal. PS, sej tudi ti si super, Anže, pika, samo Jure rabi več ego boosterjev. Ne. Še enkrat hvala, Anja. Ne. Narobe. Okay, Milene res ne bomo imeli. Jaz tudi tista knjiga me ne zanima, je pa mislim, da Anja zelo odlično poimenovala to kot citizen science. Ja, iz te knjige nisem prebral. Ne, zakaj bi šel človek to brati? Zakaj bi to bral? O čem sploh govori ta knjiga? Sam naslov preber. Ogenj, kač, ja. Ja. Nisem Ogenj, rit in kače. Gremo tako, meni se to bere kot nekdo iz ene druge dobe, ki moralizira ljudem iz te dobe. Tako bi jaz to rekel, pa glede na javne nastope te gospe. Ja, glede na javne, spremljam, videl sem par njenih javnih nastopov in kaj te pa zmotilo pri njej? Mi je žal. Te motijo delovni ljudje slovenski, v redu. A ti veš, kako je težko knjigo napisati, by the way? A jo je? Ja, je. Več o tem v posebni epizodi, kako ustvarjamo in delamo tlako. Kjer smo skoraj prišli od dna misteriju druge Godlerjeve knjige. V glavnem, daj naprej. Katera je Godlerjeva najljubša slovenska predstavnica na Evroviziji? Katere slovenske skladbe na Evroviziji bi označil za popevke, ter zakaj popevke 21. stoletja več ne želi slišati? Vse dobro, Marko. Zakaj? Ja, ker smo se na vseh področjih banalizirali. Na vse področje so diletanti. Ti, če nimaš dobre hidroizolacije, bo voda nek prišla ven. Nek poplavl bo. Okay. Vlaga bo ratala, če bo voda puščala. In zdaj smo v tej točki. Okay. In zdaj smo v tej točki. Jaz mislim, da 60. leta Golden Age. Govorim glasbeno, Marjana Držaj in te zadeve in te popevke takrat. A bi kažne, da te takoj popravim, ker ne bo... Ja. Kaj pa te moderna zgodovina od 2000 naprej? A imaš kakšno, ki bi rekel, ja, okay. v Italiji se to zgodi. Pri nas pa ne, misliš? Ne. Tudi sestre, pa to, ki je tudi visok prišlo na Euroviziji. Dobro, tle si omenil nekoga, ki je
ki je res ekspert na svojem področju. Okay. To je Magnifico. Ja, ja. To je človek, ki mu boš dal notni papir, pa svinčnik, pa bo nekaj naredil. Tašne ljudi jaz cenim. Hočeš reči, da Magnifico ve, koliko črt je v notnem črtovju? Ja, jaz mislim, da. Okay. Veš, ne cenim pa ljudi, ne, ki grejo, dober dan, jaz sem pa tega Maca, pa dajte mi na firmo račun, pa Logic, dajte mi zraven Logic še. Veš, klikanje pa raziskovanje akordov, pa tudi probavanje na klavirju. Ne, moraš iz glave pisati. Mislim, iz glave pisati, če imaš ti prakso. Ja, ok, vse to je res, vse to razumem. To je kot bi ti članek pisal, ja, pa bi rekel, uporabnost, čak, da vidim, kako zgleda beseda uporabnost, če jo napišem. Aha, ne po dobro zgleda, lejo, lepo se prebere, uporabnost, ni predolga, pejmo dalje. To je to. Razumem. O tem ti govorim. Razumem. Ti veš, kako zveni. C-dur, F-dur, G-dur, A-mol. Jaz ne, ampak razumem, da... Ne, pa ti marsikaj ne. Mislim, to je dolga na seznamu, kaj ti ne. Do, re, mi, fa, sola, ti, do, ne? Ja, to je bilo zdaj nujno za pet. To je bilo zdaj nujno. No, v glavnem, kjer je pa moja najljubša? No, daj, ajde. Jaz bi rekel Nuša Derenda. Nuša Derenda? Ja. Okay. Kjer komat? Je bil Energy? Ja, je bil, ja. Tako imam jaz v glavi, zdaj, ki si rekel, ja, je bil. Tisti komat je bil zelo lepo. Po Googlu zdaj. Zelo lepo je sedel v času, v katerem je nastal, in zelo lepo se je postaral, bi jaz rekel. To bi se kar strinjal. Mogoče malce sliši, z kjerega obdobja je, ampak ja, razumem. Čeprav mi je ljubši njen ta, mislim, pesek v oči, ali ko se imenuje to. Je. Nuša Derenda, Energy 2001. Ja. 2001. Evo. Ja, ok. Bomo dali tole zapiske. Veš, ker ni napačno predvidevati, da so harmonski postopi, ne, na katere ni copyrighta. Vse to smo že leta nazaj pri Opozovalci, ko sem rekel, da so romantiči, da je v bistvu plagiat The Winner Takes It All, komat romantični. Pa vem, da je en se oglašal in rekel, ne, to ni isto, to je domač. Ne, sem videl, ti moraš skladbo poslušati tridimenzionalno, štiridimenzionalno celo. Petdimenzionalno, ne vem, kaj to pomeni. Ne, ti si že kompleksno. Ampak tako, ne? Pazi, ne, če vidiš, da ima toliko skladb v zgodovini, da je uporabljeno ene postope harmonske zveze, je pa dej še ti. Ok, to ta del pa. Ker so očitno dobri. Ne, pa obrn enega, pa drugačne, pa da bo v redu. Na letošnjem Sanremu je bilo, so bile kar 2-3 skladbe, ki so imele deviacije od teh postopov. Aha, ok. En izmed njih je bil ta moj najljubši, Kuaričini, ker si že mislil, bo šel tja, a ne, drugam je šel, pa še vedno je bilo dobro. Okay. To pomeni ustvarjalnost in popevkarstvo. In tega ne bo, dokler bojo logiki, pa biti, pa sprobavanje akordov, pa tega, ker ne boš, to je tako, ki bi rekel... Lahko jaz kot človek, ki saj dela... Ogen hočem za kurt, pa šel po kresen papir, pa kamne, pa bi... Ne boš bolj ogna naredil, kot ga narediš z vžigalnikom. Ok, zdaj pa tako ti bom rekel. Ali bo pa trajal 100 let. Imam nekaj za dodati k tej debati. 1000 let. Povej. Kot človek, ki dela v teh programih, za produkcijo glasbe, v bistvu, podcaste, a veš, to so isti programi. Ti ne delaš muzike. Ne delam muzike, ampak toliko pa imam stika s tem, da res slišim, ko se je za protulce usedel en, ki bi mogel več znati, če hoče muziko delati. Tako bom rekel, za protulce usedel en, ki toliko zna, kaj jaz, a veš, ker nikoli ne delam z muziko, ker samo z govorom delam, pa je šel komad delati. Tako da to pa tudi jaz slišim. In ni problem v tem, kar namiguje gospod iz vprašanja. Marko, mislim, da je. Ja, zakaj popevk 21. stoletje več ne želi slišati? 21. stoletje vzame, kar dobi serviran. Ja, ok, fair point. Fair point. In diletantstvo. Ja, tako. Voda, tako. Ki pušča, ker hidroizolacija pušča. V glavnem. Živijo, zanimivo je vajno mnenje na činohlače in kako bi stajalo bež činohlače. Ja, na modro srajco. Jaz imam ene. Pa na rjav rekelc. Jaz imam ene, ki so mi prav. Od gepa čino bele imam. Bele? Bež. Ja, ne. Bež ali bele? Ne. A nisi farbenblind, v resnico zelene.
Modra srajca. Modra srajca. Ja. Kaj pa polo majica? Lahko tudi polo, ja. Polo, no. Črna, A ja, tako. temno modra. Ok, v redu. No, evo. Se pravi, to je bil Matija, evo, odgovorila na vprašanje. Ja. To je to, okay. Pozdravljena, pred kratkim mi je punca zaupala, da je sanjala, kako se poljublja z Godlerjem. Zakaj mu to A ni to pišete? včasih Zakaj mu metoda? to pišete? Ja. A ni to včasih metoda, da nekomu poveš nekaj, kar se v resnici zgodil? Zakaj Ej, hočeš veš, ko sem- drek mešati? Ško sem sanjala? Zakaj drek mešaš? Ne, No, se daj. to je po mojem fake. Imava se zelo rada in najna zveza je super, ja, I'm sure. Ampak, pazi, Ja. kljub temu so njene sanje v meni vzbudile občutke ljubosumja. V živo si predstavljam, kako Godler stopi na kup svojih knjig, da doseže njene ustnice. In jo strastno poljubi. Ok, v redu. Se pravi, če rabim knjige pri 175 cm, da me povečajo, se pravi, mojih 7 knjig, se pravi, ima punco čez 2 metra visoka in je frik. Tako da sem začel malo dvomiti, da najna zveza je super. To je najboljši. A ne? Mal dvomim. Najna zveza je super. Če ima za punco frika, dvometrašico. A si že videl dvometrsko žensko? Not a cool sight, man. Ok, pojmo dalje. Nikoli nisem morem- še nikoli videl ženske reprezentance, slovenske, recimo, ali pa kjerkoli. V česa? Basketa. Obstaja? Ženske? Ženske? Harajo, tudi dvometrašice, harajo, stari moj. Ja, očitno Ja. je z košarkašico. Očitno tega nisem prebral. To je kar nekaj. Okay, V glavnem, ne morem si pomagati, da je ne bi večkrat na to opomnil in zavedam se, da tako izpadem ljubosumen kreten. Ja, ona zatrjuje, da te sanje nič ne pomenijo, vendar mi ga konstantno omenja. Imate kakšen nasvet, kako se naj spopadem s tem? Lep pozdrav, mladi, nesigurni ljubosumnež. PS, Godler je sanjal, kdaj tudi sam, vendar se v sanjah ne ustaviva pri poljubljanju. Ali naj punci to povem? Ja, to je ta, mislim, ta bo opening act na tvojem panču. Ta poba. Ta poba bo opening act. Veš, zakaj mi je všeč? Sej pol se vidi, da se 3/4 cajta norca dela. Boš kaj bilo všeč pri tem, pa kaj po. Tako, če hočeš nekaj smešnega napisati. Lepo je skonstruiran, ja. Super skonstruiran. Prva polovica sploh, pol je zelo, rata malo poceni, ampak prva polovica je pa izjemno narejena. Tako da, bravo, mladi, nesigurni ljubosumnež. Ja. Ja. Zdaj bom pa, jaz bom tako rekel, ne govoriti, jaz imam 2,5/6 metra, mi nismo friki, mi smo samo visoki ljudje. Ne, smo friki. Okay. Poslušalke in poslušalke, Anže mi vedno razlaga tako, za nič ne bi bil manjši, za Res nič ne ne bi bi bil. bil manjši. Pogre pa enkrat na letalo nekam, stisne notko sardina, samo ne bi bil manjši. Pejmo To je naprej. edina izjema so avtobusi pa letala. Tako da, lahko še eno, pa gre pa kar lado po barbo. A veš, da sem na avtobusu? Ja, sem videl. Si že bil kdaj na avtobusu? Ti si bil v, jaz sem Ja. pa na. Jaz pa Bond sva na, on na nje, jaz pa na strani. Godlerjevih top 5 bucket list golf igrišč, mnenje o seriji Inšpektorja Vrenka, Valentin. Nisem tak, mislim top 5. Jaz bi rekel, jaz nisem fan teh, ki so po Fancy. turnirjih. Ja, to meni. Ja, bi pa rekel Royal St. George's, pa 5krat. Hvala, čak bom dal. To bom dal v zapiske, da bodo ljudje lahko kliknili, da bodo videli ta razkoš. Ma ni, pač ob morju je. Mnenje o seriji Inšpektorja Vrenka, jaz tega nisem gledal, ti? Ne, Nisem še gledal, tako da moramo najprej pogledati, pa bo lahko potem pol povedala. komentirala. Yes. Ja. Hvala lepa, Valentin, za to vprašanje. Pismo, zdaj sem se pa prvič zahvalil, tako radijsko se počutim. Ja. Hvala lepa, Valentin, za to vprašanje. Sedaj pa poglejmo stanje v prometu. Še enkrat bom rekel, aparatus.si pošiljnica podprite, dobite vsakič dodatek, ki je Dopo Barba in pa In danes ja, v Dopo Barbi. nova knjiga. Ja, in tema, ti povem, ne se ustrašiti. Incest, ali je res tako slab? Ne bo to, ne. Ne hecam No, se. okay, hvala. No, vidite, da se ne splača.
Ekstra epizode so pa fajn in zdaj le ena nova, če si satelit, dajte če to pogledati. Zdaj bo pa intro Dopo barbe. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo. Opazovalnice. Ja, to je zdaj Dopo barba, The Next Generation. Malo smo naredili stilski prehod. Okay. Če bojo naročnine padle zaradi tega, tem zadavu. Sam to vedi. Ti si zbral knjigo, ne? Ja, ne, ti si rekel dovolj.